Trenutno vsi opazujejo ladje. Opazujejo naslove v medijih. Opazujejo izjave, ki prihajajo iz Washingtona, Teherana in Pakistana. In večina ljudi misli, da gre tukaj za pogajanja. Gre za nekaj malega pogajanj, vendar to ni bistvo tega. To je preizkus volje, preizkus vzdržljivosti, preizkus tega, kdo razume igro in kdo je ne razume. Ker je vprašanje, ki je v ozadju vsega, kar trenutno vidimo, v resnici zelo, zelo preprosto. Kdo bo prvi popustil? Bo to režim v Teheranu ali bo to predsednik Trump, predsednik Združenih držav Amerike? Če ne razumete, kako razmišlja Iran, ne morete razumeti tega procesa ali tega, kako deluje. Tukaj ne gre samo za politiko. Ne gre samo za strategijo. To sega nazaj do dveh globokih korenin, v katere se moramo poglobiti. Perzijsko državništvo in doktrina šiitskega islama. Ko združite ti dve stvari, nastane nekaj zelo, zelo specifičnega. Nekaj, kar je Zahod žal spregledoval že mnogo let. Potrpežljivost kot orožje. Obstaja perzijski pregovor. Zamuti vodo in lahko boš ujel ribe. Zamuti vodo in ribe ne vedo, kam naj gredo. Upomalijo se in lahko ujameš tisto ribo, ki jo želiš. Kaj to pomeni? Pomeni zavlačuj, zakrivaj svoje namene in izčrpavaj nasprotnika. In ko so utrujeni, vzameš, kar želiš. To ni samo metafora. To je operativna strategija Irana. Prav zdaj jo gledamo, kako se odvija. Iran ne vodi pogajanj, da bi dosegel dogovor. Iran se pogaja zato, da spremeni dogovor tako, da vztraja dlje od tebe. Zdaj, da bi lahko izvajal to strategijo, iranski režim, iranski teroristični režim potrebuje dve stvari. Mora preživeti in potrebuje vzvod, ki ga lahko medtem uporablja za izčrpavanje nasprotnika. Če izgubi katerokoli od teh dveh stvari, se celoten sistem, na katerega stavijo, zruši. Od kod torej prihaja njihov vzvod? Prvi vzvod Irana je precej preprost, o tem smo že govorili. To je energija. Zmotiš plovbo skozi Hormuško ožino, zmotiš ladijski promet. Cene nafte poskočijo in vse postane dražje. In nenadoma Evropa, ki do zdaj skorajda ni bila vpletena v to igro in ni odgovorila na zahteve Združenih držav, in obstajajo primeri Španije in drugih držav, ki so celo zavrnile dovoljenje Združenim državam, da odprejo svoj zračni prostor, zdaj pa so pod pritiskom. Evropa je pod pritiskom. Evropski trgi so pod pritiskom. Evropski politiki so pod pritiskom, ker se cene naših skodelic kave, ploskih televizorjev, prav vse cene zvišujejo. In kar je najpomembneje, ko se ustavite na bencinski črpalki, da natočite gorivo v svoj avto, lahko vidite, kako števec kar naprej teče. Wow, to polnjenje me stane veliko denarja. In čeprav so Združene države Amerike relativno zaščitene, kar pomeni, da dobivajo nafto doma, je šok za sistem povzročil tudi dvig cen nafte v ZDA. In ta pritisk se vrača nazaj v Washington, nazaj k predsedniku Združenih držav Amerike. Zdaj tukaj je problem za Iran. Trenutno se predsednik Trump ne zdi pretirano zaskrbljen, ker so Združene države Amerike, kot smo pravkar rekli, manj izpostavljene kot Evropa. In ker razume nekaj zelo, zelo ključnega. Kratkoročna bolečina je lahko sprejemljiva in dejansko jo tudi sprejemajo. Združene države delujejo. Vendar pa dolgoročne strateške izgube ni mogoče sprejeti. Kar pomeni, če ima Iran jedrske zmogljivosti in grozi Hormuški ožini z jedrsko zmogljivostjo, ali Izrael, ali Saudska Arabija, ali Združeni Arabski Emirati, vsi zavezniki Združenih držav Amerike, potem to vpliva na Združene države Amerike. In če ima jedrske zmogljivosti za zavarovanje Hormuške ožine, to pomeni, da ne glede na situacijo, tudi če se Iran in Kitajska odločita napasti Tajvan in motiti njihovo industrijo, nihče ne bo mogel ustaviti pretoka nafte iz Hormuške ožine, ki poganja imperialistične ambicije Kitajske, ker imajo jedrsko orožje. In to bi lahko imelo neposreden vpliv na Washington DC. Drugi vzvod Irana je čas. In gledajo na koledar, gledajo na ameriški politični sistem. In sprašujejo se, ali lahko to zavlečemo, dokler Trump ne bo pod pritiskom lastne stranke na vmesnih volitvah. To je njihova stava. Zdaj Trump morda razmišlja o dveh stvarih.
Ali je kongres tako ali tako v slepi ulici, zato lahko ukrepam zdaj in se verjetno ne bo veliko spremenilo. Brez funkcionalnega kongresa bom večinoma odvisen od zunanje politike, ki je v mojih rokah. Ali pa bo šel na vse ali nič, da bi poskušal zagotoviti odločilen izid in oblikovati politično krajino v prihodnosti. Toda Iran stavi na čas. Vedno stavijo na čas. Zdaj tretja vzvod, na katerega bi Iran lahko stavil, in mislim, da je ta šibkejši, in nisem prepričan, da res stavijo nanj, a morda vendarle, je Kitajska. Iran bi z veseljem spremenil Hormuz v soočenje med Združenimi državami in Kitajsko. Ampak tukaj so Združene države obrnile položaj sebi v prid in to je ključno razumeti. Hormuška ožina ni zaprta za ves ladijski promet. Ni zaprta. Ladje lahko plujejo skozi Hormuško ožino. Dejansko imajo Združene države zagotovilo, da bodo ladje lahko plule skozi, če bomo uspeli odstraniti vse tiste mine, kar bomo storili v naslednjih nekaj dneh, in nafta bo lahko še naprej tekla. Obstaja le ena omejitev. Ladja ne more natovarjati nafte v iranskih pristaniščih. To je vse. Kaj to pomeni? Kitajski tanker lahko prevzame nafto iz ZAE. Lahko prevzame nafto iz Saudske Arabije. Nafto lahko dobiva od drugod v zalivu. Samo iz Irana je ne more dobivati. To je pravzaprav genialnost te strategije, ker Kitajska še vedno deluje. Čeprav so Hormuška vrata zaprta za iranske ladje, kar pomeni, da Kitajska lahko preživi. Ni idealno, ampak lahko preživijo. Združene države so vzele največje iransko orožje in ga spremenile v klin med Iranom in Kitajsko. Ker zdaj Kitajska dobiva svojo nafto, globalni sistem deluje, Iran pa je tisti, ki je izoliran. Zdaj pa pomislite na alternativo. Če Iran popolnoma zapre Hormuška vrata in ogrozi ves ladijski promet, s tem najprej ne škoduje Ameriki. Tudi Evrope najprej ne prizadenejo. Prizadenejo Kitajsko. 70% kitajske nafte prihaja z Bližnjega vzhoda in iz Perzijskega zaliva. In zdaj ima Kitajska izbiro. Ali bo pritiskala na Iran, da popusti, ali pa se bo obrnila na Združene države, da ponovno odprejo pot. To je pas. ZDA so to uspele obrniti. Tako da, če Iran ustavi prevoz skozi ožino in Kitajska ne more več dobiti nafte iz zalivskih držav, bo morala Kitajska pritisniti na Iran, da odpre ožino. Zdaj dovolite, da razložim nekaj, česar večina ljudi ne razume. In tudi sam tega nisem razumel, preden sem si to podrobno ogledal. Naftna polja niso pipe. Ne moreš jih preprosto prižgati in ugasniti kot pipo v svojem umivalniku. Ko naftna vrtina enkrat obratuje, preprosto teče naprej. Da bi ustavili proizvodnjo v naftni vrtini in jo zatesnili, tlak v vrtini pade. V tej vrtini se začnejo nabirati tekočine. Infrastruktura začne propadati. Včasih lahko to vrtino ponovno zaženete, včasih pa je sploh ne morete več zagnati. Ne glede na to, kaj naredite, nikoli ne boste dobili enakega izplena. To smo videli v Združenih državah, v Teksasu in v Severni Dakoti. Med zlomom leta 2020 je bilo na tisoče vrtin zaprtih. Nekatere so se vrnile šibkejše, vendar se jih veliko sploh ni vrnilo, ker niso bile več rentabilne. Zdaj to uporabite na Iranu. Če blokirate njihov izvoz, se skladišča nafte napolnijo, proizvodnja se ustavi, vrtine se zaprejo. In zdaj ne prizadenete le današnjega iranskega gospodarstva, ampak uničujete tudi prihodnjo zmogljivost Irana kot ponudnika nafte. To je dolgoročna škoda. To ni sankcija. To je postopno ekonomsko zadušitev iranskega terorističnega režima. In medtem ko se vse to dogaja, medtem ko se ta zadušitev dogaja prav zdaj, ker se Iran ne more znebiti svoje nafte in so njegova skladišča prenapolnjena, pogajanja še vedno potekajo. Če želite o tem izvedeti več, mimogrede o proizvodnji nafte, če govorite hebrejsko in lahko poslušate v hebrejščini, obstaja odličen podcast, ki ga vodi Nican David Fuchs, imenuje se Miskaka Gadol, velika igra. Kaj torej vidimo, da se odvija pred nami? V regijo prihaja več sredstev iz Združenih držav Amerike. Udarne skupine letalonosilk, kot je udarna skupina letalonosilke Bush, amfibijske sile in ogromna logistična okrepitev, se še naprej premikajo na Bližnji vzhod. To ni statično.
To sta dve poti, ki potekata hkrati. Diplomacija in sila. In obe potekata istočasno. Pravzaprav obstaja veliko poročil, da poteka na stotine letov v iranskem zračnem prostoru. Najverjetneje iščejo, s čim se bo soočila kopenska invazija. Ker če bi prišlo do kopenske invazije, bi imeli predtem ogromno zračno podporo, preden bi ameriške enote stopile na to ozemlje. Torej, vse to se dogaja, po eni strani potekajo pogajanja, po drugi strani pa se kopiči vojaška sila, če pogajanja ne bodo uspešna. Na tem še danes vztrajata Združene države Amerike in Izrael. To pomeni ničelno bogatenje urana in popolno razgradnjo iranskega jedrskega programa, čemur se Iran do zdaj upira. Zdaj pa govorimo o Pakistanu. Pogovori naj bi se nadaljevali, morda v Islamabadu, morda kje drugje. Toda celo Trump pušča razmere odprte. In to nam nekaj pove. Pot do pogajanj je odprta. Toda, kot sem omenil, krepi svoje sile, kar kaže, da nič še ni odločeno. Vsi tisti, ki pravijo, da se nebo podira in trdijo, da se Združene države umikajo. In še naprej pravijo, da ne glede na to, kaj naredijo Združene države, je to delo New York Timesa, CNN-a, Harica in Izraela, ki nenehno poskušajo prikazati šibkost, da popušča, da ni dobil, kar je hotel, da je to neuspeh. To ni res. To je bil velik uspeh. In ni popustil. Kaj zahtevajo Združene države? Ne iščejo majhnega dogovora. Samo včeraj smo slišali, da sta Marco Rubio in podpredsednik Vance rekla, da niti ne išče delnega dogovora. Išče obsežen dogovor, popolno razgradnjo in konec bogatenja, odstranitev obogatenega urana, v zameno pa celovit dogovor. Gospodarsko integracijo za nov Iran, blaginjo za nov Iran in pot nazaj v svet. To je ponudba. Ampak tukaj je težava. Za Iran pomeni, da če se odpovejo obogatenemu uranu, se odpovejo svoji pogajalski moči. In če izgubijo to moč, izgubijo tudi sposobnost dolgoročnega preživetja. Če se vrnemo k njihovemu pregovoru, zavlačujejo. Vlečejo zadeve. Poskušajo kaliti vodo, ker to pač počnejo. In znotraj Irana, kaj režim počne znotraj Irana? Režim počne nekaj zelo specifičnega. Ve, da ne more škodovati Izraelu, ne more škodovati Združenim državam. Ena stvar, ki jo lahko naredi, je, da prepriča svoje ljudi, ki so v popolnem medijskem mrku, da je režim še vedno močan. Oni ne vidijo tega, kar vidiva ti in jaz. Ne gledajo tega podcasta, nimajo dostopa do medijev. Vsak dan so preplavljeni s propagando. Pravijo jim, da režim zmaguje. In veste, to smo že videli, ker so med prejšnjo operacijo junija svojim ljudem govorili isto. In trajalo je mesece, da je resničnost dohitela iransko ljudstvo. Pravzaprav je minilo 6 mesecev od konca uspešne kampanje junija do trenutka, ko so Iranci januarja odšli na ulice, ker so potrebovali čas, da so razumeli, da je bil režim močno oslabljen. Poglejte, kaj se dogaja zdaj. Zdi se, da je bilo odstranjenih skoraj 10.000 borcev IRGC. Njihova skladišča so uničena. Njihova zmogljivost za gradnjo in proizvodnjo balističnih raket je bila uničena. Torej se vrnemo k glavnemu vprašanju. Kdo bo prvi popustil? Ali bo Iran pristopil k pogajanjem in popustil? Mislim, da je to zelo malo verjetno, ker je njihova strategija preživetje. Ali pa predsednik Trump to še bolj zaostri. Če se to zaostri, obstajajo možnosti. Nadaljujte z dušenjem gospodarstva, vzdržujte pritisk skozi Hormuz, zasezite njihove strateške vire, kot je Kars, in druge vire, o katerih smo govorili v prejšnjih tednih, in povečajte notranji pritisk na režim, tako da zagotovite, da te ljudje dobijo dostop do novic. To ni teoretično. To se pripravlja prav zdaj. In tukaj je bistvo vsega tega. Če Iran prvi popusti, Trump doseže zgodovinsko zmago. Če Trump prvi popusti in Iran obdrži svoj obogateni uran, bo to pomembna vojna, ki bo Iran potisnila nazaj, vendar to ne bo zgodovinska zmaga. In to bo tudi pomenilo, da režim preživi, grožnja ostane in oni obdržijo svoje vzvode pritiska. In ne glede na to, kako bojo to prikazovali, to ni popolna zmaga. Zdaj bi rad povedal nekaj pomembnega, mislim, da za mnoge izmed nas.
Ta teden je ob dnevu spomina na holokaust predsednik vlade Netanjahu govoril o nečem res globokem. Da judovsko ljudstvo prvič po 2000 letih ne čaka več. Dejansko ukrepamo. Leto je 1936, 37, 38 in 39 in vidimo, kako se grožnja dviga na obzorju. Toda tokrat ukrepamo vnaprej. Branimo se, svojo usodo jemljemo v svoje roke. In z Božjo pomočjo udarjamo po tistih, ki nas želijo uničiti, še preden lahko ukrepajo. Stopimo korak nazaj in razmislimo o tem. 2000 let so Judje živeli v izgnanstvu, preganjani. Bili smo brez obrambe. In zdaj so izraelske obrambne sile, naši vojaki, ter odločnost izraelskega ljudstva in našega vodstva pripravljeni ukrepati. To ni nekaj zgodovinsko običajnega. To je zgodovinsko in tega nikoli ne smemo jemati za samoumevno, zato so naši sovražniki tako vznemirjeni. Zato naši sovražniki poskušajo to prikazati drugače. Tako kot pred kratkim, ko sem imel debato z Mehdijem Hasanom, je Mehdi Hasan izrekel trditev. Poskušal vse prikazati v drugačni luči. Poskušal je preusmeriti pogovor z iranskega jedrskega programa na dejstvo, da ima morda Izrael po tujih poročilih jedrsko orožje. To je njegova obsesija. Izrekel je trditev, da je Izrael zavezan resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 487. To ni res. Rezolucija 487, in pomembno je, da to vsi vemo, ni rezolucija iz poglavja 7. Samo rezolucije Združenih narodov iz poglavja 7 so zavezujoče in izvršljive. Proti Izraelu ni nobenih jedrskih resolucij iz poglavja 7, proti Iranu pa so. In to je pomembno, ker so dejstva pomembna. In lahko vidimo, kako Izraelovi sovražniki poskušajo izkrivljati ta dejstva in usmerjati ta argument. Tukaj smo torej. Ladje se premikajo in se bodo premikale skozi ožine. Pogajanja potekajo, vendar se pritisk stopnjuje. In pod vsem tem ostaja eno vprašanje. Kdo bo prvi popustil? Bo Iran opustil svojo strategijo zavlačevanja in se odpovedal svoji pogajalski moči? Ali pa se bodo Združene države umaknile in pustile režimu dovolj moči, da se bo lahko boril še en dan? Ne gre le za dogovor. Gre za to, kakšno bo naslednje desetletje in morda še dlje. Kajti na koncu si zgodovina ne zapomni, kdo je najdlje govoril, kdo je najdlje deloval. Zapomni si tiste, ki so vztrajali do zmage. Resnično smo v prelomnih dneh na Bližnjem vzhodu. Za Izrael, za Združene države Amerike in mislim, da lahko rečemo, da tudi globalno. Hvala, da ste se mi pridružili v tem podcastu True East.